Zdaj sta meni lastnika zemljišča na vodovarstvenem območju v Ljubljani ob reki Savi, gospod Brane Grad in gospod Peter Bučar. Nam lahko pojasnite, kaj se je dogajalo danes 14. januarja 2020? Tudi policija je že bila tukaj, ujel sem jo zelo na kratko, kajti ko so zagledali STV Sledar, so takoj pobrali šila in kopita. Ja, bili so tudi inšpektorji in redarji. Mi smo jih ponovno ustavili, kajti oni so nameravali, da bojo po tej Malenski poti gradili kar proti vodovarstvenemu območju. Mi jih to ne pustimo. Prvič smo jih zaustavljali 24. aprila 2017. Od takrat smo že ne vem kolikokrat poklicali policijo, kajti ne pustimo jim, da bi predno bi bilo geodetsko vse urejeno. To pomeni, da si oni geodetsko uredijo svojo gradbeno parcelo, to pot. Ne dovolimo, da bi kopali ta kanal, ker se ne ve točno, kje imajo svoje parcele. Na drugem koncu te Malenske poti imamo stvar na sodišču, kjer se je pokazalo, da oni sploh nimajo kategorizirane poti, nimajo javnega dobrega, nimajo ničesar. V bistvu je to, kot bi bila navadna kmetijska površina, in tam bomo zdaj to pot, ki so jo hoteli zmeriti, da je 6 metrov široka, prišli dejansko na 3 metre oziroma 2,50 metra. Enako je tukaj, in dokler se tukaj to ne uredi, ne bojo kopali ničesar. Lahko še 10 let se tukaj mučimo en z drugimi, nimamo nič proti izvajalcem, ampak je pa katastrofa, kot da nimamo več države, ki bi to uredila. Ne vem, ali predsednik Marjan Šarec, ko je prišel v Ljubljano, ne ve, kaj so vodovarstvena področja, kajti njegova poslanka je na odboru obeh, na izredni seji dveh odborov 29. maja lepo rekla, v Kamniku točno vsi vemo, da ob Kamniški Bistrici se ne more postavljati ne čistilnih naprav, ne kanalizacije izvajati, graditi. Ne vem, kaj tle v Ljubljani ni jasno. Ne vemo, kaj predsedniku Šarcu v Ljubljani ni jasno, kot da to ni ista država. No, na območju, ki je za vami, pa so kanali, je kanal C0, del kanala seveda že postavljen in zgrajen. Ta del kanala je bil zgrajen v tako zvani branjeni parceli, sodno branjeni parceli, kazen je bila previsoka, ampak glejte, tudi iz te parcele bo šel še ta kanal ven. Postavljen je na poplavno območje, kjer nikdar ne bi smela biti kanalizacija. To je poplavno območje reke Save in ta kanal so potem utežili z betonom, kajti podtalnica je toliko močna, da bi ga praznega dvignila, in zdaj vemo za revizijo Arsa, kjer ga je upravil MOP. Zahtevamo še tudi revizijo na upravni enoti Moste Polje, kjer je enako kriva ali še bolj. Če bi takrat nas 600 lastnikov povabili na to, ob izdaji gradbenega dovoljenja, to dolžnost bi mogli narediti, nikdar ne bi prišlo do te škode. Če bi upravna enota Moste Polje ob izdaji gradbenega dovoljenja povabila nas kot lastnike, več 100 lastnikov tukaj na vodovarstvenem območju, nikdar ne bi prišlo do te izgradnje in do tega razmetavanja z denarjem. Mislim, da je škode že več 10 milijonov in zahtevali bomo odgovornost in za vse tisto, kar smo plačali za varnostne službe in uvednike, in to bomo zahtevali, da se nam to povrne. Pravilno. Gospod Peter Bučar, zdajle pa so nameravali v bistvu že graditi po vašem kmetijskem zemljišču. Ja, jaz sem lastnik zemljišča in mi je klele mestna občina šla v moje kmetijsko zemljišče nezakonito, me niso ne obvestili, niti vprašali, in s tem mi onemogočajo mojo kmetijsko dejavnost. Tako da oni nemudoma hitijo s tem kanalom naprej. Kolikšno je to zemljišče? Kako veliko? To je cirka 5000 kvadratnih metrov.
In kanal naj bi tekel kje? Ja, kanal gre po tej Malenski poti, ampak itak je to vodovarstveno območje in tukaj se gre za podtalnico, ki Ljubljano oskrbuje za 300 000. Se pravi, naprej od tukaj naprej. Kajti kanal je že tu zgrajen? Tukaj je zgrajen, potem po tej trasi dol čez vodovarstveno območje, skozi dol do Roj in Kleč. do Kleč. Tako. Mislim, da to ni v skladu z zakonom, ker je na tem področju se ne sme graditi takih zadev. Dobro, hvala za zdaj in upajmo, da boste dejansko uspeli to za zmeraj zaustaviti in da bomo imeli v Ljubljani dobro, zdravo, pitno vodo še naprej. Ja, hvala. Mi zdaj stojiva na Malenski poti in od tukaj naj bi se dejansko obrnili s tem C0 kanalom proti Klečam in Ja, naprej proti Savljam, Klečam in bivši čistilni napravi na Brodu. Pod avtocesto imajo že prekop in to je najbolj kritično področje. Podtalnice ne bo več v takem smislu, kot je zdaj, neoporečnej, in zato mi tu ne dovolimo. Župan Janković je izjavil, ko je v Ljudskem domu v Šentvidu so povabili lastnike iz šentviškega konca, ko je nekdo vprašal, kaj bo pa čez 20 let z našo podtalnico, je rekel, kaj bo čez 20 let, me zanima, saj takrat mene ne bo več. Zdaj bi pa rad te besede obračal in popravljal, da on pa ni tisti, ki bi svojim vnukom pa svojim otrokom uničil vodo v Ljubljani. Pa ravno on je tisti. Hvala za zdaj in upajmo, da bo zmagal razum. Ja, sigurno bo zmagal, glede na, zdaj že vemo, da je prišlo do te revizije. Zahtevali bomo revizijo na vseh področjih in tukaj evropskih sredstev ne bo 100%, niso upoštevali ne slovenske, ne evropske zakonodaje in tukaj politika zdaj niti se še ne zaveda, v kako globoko komunalno politično brezno je padla. In zato smo spet postavili traktorje in branimo svojo zemljo. Hkrati pa tudi vodo. Moram poudariti, da se pozablja, da predvsem smo tlele zaradi vode. Mi kmetje, pravzaprav par kmetov, branimo vodonosnik ljubljanski za celo Ljubljano. In tega se zgleda nobeden ne zaveda. Mislim, da je to prav, no, in tudi, da prav počnemo. Čeprav se zdaj že sprašujejo nekateri, če prav počnemo, če ne usporavamo nek razvoj.